Zdaj bomo šli pa, če smem temu reči, bolj na notranjo fronto o organizaciji nove oblasti, konkretno na terenu na Slovenskem. Bojan Balkves, otresli smo se vas, ki ste nas zatirali. Hvala za besedo. Nekaj tega, kar bom povedal, je seveda omenil že Jurij Berovšek na začetku svojega predavanja. Pa vendar. Oba najpomembnejša slovenska časopisa tistega časa, Slovenec in Slovenski narod, sta 1. novembra 1918 na prvi strani imela natisnjen večji razglas, ki je poročal o ustanovitvi vlade. Predstavljena sta člane vlade, predstavljena sta člane vlade in nekaj vladenih pozivov. Z nekaj drobnimi razlikami je bil enak tekst objavljen tudi v prvi številki uradnega lista, ki je išel 4. novembra. Razglas je sporočal, da so veljavi vsi dotedanji zakoni in vsi organi upravljajo delo še naprej, dokler vlada ne sklene drugače. Oba časopisa sta opisovala radostne trenutke, ko se je ob 7. uri zvečer na balkonu tukaj nam bližnjega deželnega dvorca pojavila vlada. Množico je nagovoril, kako so zapisali, mladostniško prožne postave 52-letnik, to se ga jaz dodal, predsednik vlade Vitez Pogačnik. Razglas je bil v Slovencu večji, saj je bil natisnjen v celotni širini časopisa in je na prvi strani ostal prostor le še za novico o razglasitvi in dogodkih pred deželnim dvorcem. V Slovenskem narodu je bil razglas manjši, le 2/5 širine tiskanega besedila in tako na naslovnici ostalo še kar nekaj prostora. Del tega prostora, več kot en stolpec, je zasedel daljši komentar z naslovom V slovo, ki sem ga uporabil tudi za namreč prvi stavek tega komentarja, tudi za naslov tega dela. Citiram. Otresli smo se vas, ki ste nas zatirali. Ne prožimo vam roke v slovo. Same vesele obraze vidite po naših deželah. Odkot to? To je naša hvaležnost za vaše stoletno zatiranje, to je izraz našega upanja in našega prepričanja v boljšo bodočnost. 5 dolgih let smo se pripravljeni na ta dan. 5 dolgih let smo zaupali v svoje vstajenje. Naše prepričanje in naše zaupanje je bilo trdno kako skala. Tako se postavljamo od vas z veselimi obrazi, ne stiskamo vam rok, a tudi pesti ne kažemo za vami, ker vemo, da vas je usoda udarila v vaši oholosti, v vaši sveta in gospodstva željnosti tako kruto, da vaša duša ne bo našla utehe. Zato vam pravimo samo, veseli smo, da smo se vas iznebili. Veseli bodite tudi vi, da vam ne bo več treba živeti z nami, ki ste nas zaničevali vedno kot manj vreden na pol zverinski narod. Po zverinstvu se bomo še pomenili na mirovni konferenci. Radnost tega srca se poslavljamo od vas in upamo, da ne bomo nikdar več z vami imeli upraviti več, kakor nam je samim koristno in ljubo. Tekst je bil objavljen na naslovni strani sicer dvostranske posebne izdaje časopisa. Prispevek je ostro obračunal z bivšo domovino Avstro-Ogrsko. Očital je mnoge napake, škodovanje vsem Slovanom, torej je bil širši, ne zgolj slovensko, ampak slovansko nastavljen. Govoril je namreč o Slovanih pod skupnosti v Avstro-Ogrski, ki so jih Nemci in Madžari vladali, ki so jim Nemci in Slovani vladali več stoletij. Nekdanji domovini so očitali, da je bila slaba mati. Morda bi lahko rekli celo slabša od najslabše mačehe v najbolj anti-mačehovskih zgodbah. A na drugi strani iz prispevka je pripričani, da bodo bodoči odnosi pravični, da bodo temeljili na lastnih odločitvah o vrsti in načinu odnosa. Še pred tem pa bo potreben obračun namreč na mirovni konferenci. V drugem poslednjem slovenskem časopisu Slovencu nekega podobnega teksta nismo našli. Zadnje oktobrske dni leta 18 je bilo že jasno, da je to zadnja vojna Avstro-Ogrske. Stara obdonavska monarhija je pravzaprav niti ni imela časa postati bolnik na Donavi.
z imenom seveda asociiran na bolnika na Bosporju. Habsburška monarhija se je sesedla po izčrpavajoči 4,5-letni prvi svetovni vojni. Posamezne deli monarhije so na nacionalni osnovi združili nekdanje dežele ali pa se vsaj njihove dele in odšli na svoje. Vzeli so slovo, kakor je zapisal avtor prispevka v slovenskem narodu. Omenil sem že, da je vlada že v prvem razglasu upozorila, da ostaja v veljavi vsa zakonodaja, vsa uprava, naj pa še naprej upravlja svoje delo, dokler se česa ne spremeni. Z določilom o pristojnosti vlade, takaj spreminja, se je vlada pravzaprav že s tem razglasom določila svojo pristojnost, ki jih je razdelala, kako je povedal že kolega Perovšek, v naredbi o prehodni upravi. Upravno oblast je narodna vlada izvajala le tam, kjer je lahko v smislu prava okupacije, kako je v zborniku v slovenskem desetletju zapisal Lovro Bogataj leta 1928. Vlada je ves čas, tudi kasneje kot deželna vlada, torej že v smislu svojih pristojnosti popolnoma neka druga institucija, obvladovala ozemlje, ki je obsegalo v glavnem politične okraje ob Savi, levo in desno, torej Redovnice, Kranj, Kamnik, Ljubljana, okolice Litija, Krško, Celje, Brežice, navzdol proti jugovzhodu proti hrvaški meji, torej Novomeški, Kočevski in Črnomaljski okraj. Na Štajerskem večino okraja Maribor, večino okraja Slovenj Gradec, Konjice, Celje, tudi Ljubljana in Brežice, kar smo že omenili. Seveda je upravljala tudi nekdanja avtonomna mesta, torej Ljubljano, Maribor, Celje in Ptuj. Italijani so zasedli Goriško in Obalo, ter tudi nekatere dele Vojvodine Krajinske, na primer dele Rogaškega okraja, vsaj za nekaj časa. In tudi Solnico, recimo. Dokončno razmejitev je, kot vemo, seveda bila določena še z Rapalsko mejo, kar se te tiče, oziroma s Saint-Germainskimi pogodbami in z pogodbo in z Koroškim decidom, da se tiče severne meje. Narodna vlada je poskušala tako v začetku sicer širiti svojo upravo tudi na Goriško in proti Obali, a je bila v glavnem omejena le na imenovanje poverjenikov oziroma navodila narodnim svetom, ne pa na samo eksplicitno izvajanje kakršnekoli politike. Kasneje je pravzaprav šlo zgolj še samo za protestiranje, zoper italijansko prodiranje proti vzhodu. Na Koroškem je narodna vlada odstavila okrajnega glavarja v Velikovcu in ustanovila glavarstvo v Beoravljah. Za tiste dele ozemlja okrajev Celovec, Šmohov in Beljak, ki jih je vojaško obvladovalo od začetka. Ampak boji in različne druge stvari, ki so vplivali na položaj na Koroškem, so seveda posledično spreminjale tudi obseg krajevne uprave, ki je bil pod okriljem vlade oziroma njenih dedičev iz Ljubljane. Izjema je seveda Jezersko, sicer del Koroške, je bilo priključeno k Kranjskemu kraju. V Mežiški dolini pa so ustanovili novo upravno enoto. Na Štajerskem je narodna vlada za področje severno od Maribora upravljala prostor nekako do črte, za katero sta se dogovorila majster in pa avstrijski polkovnik Pasi v začetku novembra. Kot vemo, seveda ne avstrijska, ne slovenska vlada te pogodbe nista priznali, v bistvu linija pa je de facto ostala. Bolj ali manj se je linija, vsaj kar se štajerskega dela, dejansko pokriva tudi s tem, kar je pač potem zamenjeno s Saint-Germainsko pogodbo. Torej, znotraj štajerskih okrajev je recimo občina Sobota in pa del občine Fernica iz kraja Slovenj Gradec ostala na primer v okviru Avstrije. Lovro Bogataj namreč je zapisal, da je bila narodna vlada po svojem nastanku revolucionarna oblast. Značaj revolucionarne oblasti je imela narodna vlada tudi v smislu, da je bila tako najvišji upravni, kako tudi najvišji zakonodajni organ. Narodna vlada je kot najvišja upravna instanca prevzela na svojem ozemlju, kot je že bilo rečeno, posle nekdanjih deželnih vlad Krajinske in Koroške in deželnega namestništva na Štajerskem. V zvezi z deželnim namestništvom v Trstu so bile seveda težave povezane z italijanskim zasedanjem tega ozemlja, tako da ga dejansko narodna vlada niti ni mogla prevzemati. Prevzela je seveda tudi delo deželnih odborov, okolikor je to seveda bilo v geografskem smislu mogoče. Janko Brec je zapisal v istem že omenjenem zborniku Slovencev v desetletju, da so takoj po seji vlade
31. oktobra 1918. odšli na Plajvajzovo ulico v deželno palačo, torej današnjo predsedniško palačo, in deželnemu predsedniku grofu Adamsu sporočili, da je njegove oblasti konec. S tem je bila, kot je zapisal Brejc, nekrvava revolucija formalno izvršena. Na mnogih sejah narodne vlade so odstavljali različne uradnike, tako v upravi kot tudi v sodstvu. Odstavljali so najvišje predstavnike oblasti, mnoge tudi na nižjih stopnjah. Sklepi narodne vlade pa običajno ne navajajo vzroka, predvidevamo lahko, da seveda šlo predvsem za odstavljanje, kar se tiče najvišjih struktur, seveda za najbolj izpostavljene posameznike kot eksponente stare oblasti. Na nižjih strukturah pa je lahko šlo seveda za več smeri, lahko je šlo za to, da preprosto uradniki so zapustili svoje delovno mesto, ker so po nacionalnem prepričanju niso čutili pripadnosti temu prostoru in so pač odšli recimo v Avstrijo. Prav tako iz zapisnikov niti ne moremo, saj kar se seveda tiče nižjega uradništva, oziroma srednjega in nižjega uradništva, ne moremo sklepati, ali je uradnik odstavljen, ko je delo še opravljal, ali pa pravzaprav dela dejansko niti ni več opravljal, ker je že odšel, ampak formalno je bil še imenovan na tem mestu. Nenazadnje je narodna vlada uspela pod svojo oblast prevzeti tudi različne avtonomne oblasti in organe. Pomembno vlogo pred ustanovitvijo narodne vlade so igrali narodni sveti, ki pa seveda niso bili organi oblasti. V povratnem času so ti ponekod pa jemali oblast v svoje roke, tudi v formalnem smislu. Da bi se izognili zapletom, da bi morali biti celo ne prišlo do kakih neprijetnih situacij, je narodna vlada 5. novembra izdala naredbo, da se mora vso oblast prenesti v roke rednih organov oblasti. Na najnižjih nivojih je to seveda pomenilo občine. Narodni sveti so bili pozvani, da se izogibajo oblastnih postopkov. Kako zelo bi se lahko zadeve zapletle, recimo zapisal Lovro Bogataj na primeru Narodnega sveta v Podbrdu. Namreč ta je razglasil naglo sodišče. Poverenik za notranje zadeve je omenjeni Narodni svet opozoril na svojo odredbo takoj prekliče in pripisal, da bi lahko v primeru kakšne justifikacije, časi so bili takšni, da bi se seveda to tudi lahko zgodilo, pravzaprav Narodni svet, glede na to, da ne bi bil formalno, da bi samo formalno, ne pa tudi pravno imel to oblast, v bistvu na koncu lahko celo odgovarjal zaradi umora. Jakob Brejc je že v omenjenem zborniku zapisal, da so bili Narodni sveti poučeni, da so svojo nalogo dovršili in se na jo brez obotavljanja prepustijo, če so to oblast, kako je zapisal, uzurpirali, nazaj občinam in okrajnim glavarstvom. Tip oblastne ureditve, ki jo je izvajala narodna vlada, je bil drugačen od avstrijskega sistema. Avstrijski sistem je bil tako imenovan birokratični, uradniški sistem. Šef uprave v avstrijski dobi od poslednji cesarjev namestnik oziroma deželni predsednik in ta je bil osebno odgovoren za izvajanje uprave. Narodna vlada pa je posle izvajala po ministerskem oziroma kolegialnem načelu. Odgovornost je bila na vladi kot instituciji, ne ad personam na posamezniku, ki ima neko nalogo za uprave. Povereništva narodne vlade so bile sicer relativno samostojna, kar je bilo povsem drugače kot v avstrijski dobi. Tu je zanimiva recimo opaska Lovra Bogataja, ki je pri pojasnilu, da je ta struktura tipsko bolj dekoncentrirana, kako je bila prejšnja, zapisal, da pa ima senčne strani, kako naprimer povečano potrebo osebja, neenakomerno postopanje in otežkočeno vrhovno vodstvo uprave. Avstrijska uprava je bila dvotirna, državna in deželna. Notranja vlada je brez težav prevzela posle deželnih predsednikov oziroma namestnikov, več nerodnosti je povzročala delitev slovenskega ozemlja na 6 avtonomnih deželnih uprav. Najbolj enostavna bila stvar seveda s Kranjsko, drugje pa je bila težava seveda v tem, da so bili centri deželnih uprav izven geografskega dometa in upravnega dometa narodne vlade. Po mnenju Brejca je bilo pomembno, Janka Brejca je bilo pomembno, da je narodna vlada uspela ohraniti depolitizirano upravo.
To pa je dosegla tako, da je imenovanje in napredovanje in premeščanje uradnikov upravljala vlada kot celota, torej se je morala vlada kot celota strinjati z določenimi imenovanji. Po Brejcu je bila to seveda prava pot tudi zato, da bi se izognili korupciji in nepotizmu. Kljub temu, da največkrat beremo, da je prenos oblasti in vzpostavitve nove uprave potekal brez težav, pa nam podrobnejše branje hitro razkrije, da je pa na nižjih nivojih seveda lahko prihajalo do političnega obračunavanja in tudi je prihajalo. Vsekakor moramo za boljši uvid stanje primerjati več virov. Primerjava virov nam sicer lahko pokaže enake informacije, lahko pa seveda stvar postane bolj zanimiva, če se informacije razlikujejo, dopolnjujejo ali kakorkoli kažejo na bolj živo sliko. Na 8. seji, na primer tega predstavljam v nadaljevanju. Na 8. seji Narodne vlade je bila na dnevnem redu tudi zamenjava župana Korvarja v Dobrunjah pri Ljubljani. V 7. zapisniku vzroka o tem primeru, vzroka za njegovo zamenjavo niso zapisali. Je pa očitno, da je vlada v tem primeru razpravljala tudi o načinu izvajanja takšnih zamenjav. Odločili so se, še bolje je bilo to pomembno, kadar je bilo vprašanje povezano z občinskim svetom, kjer je šlo pa za več oseb, namreč naj se obdrži dotedanje posestno stanje strank, torej naj se ne ruši strukture političnih strank znotraj nekih organov, kot so bili občinske zastopstva in podobnega. Odločili se torej tega ne ruši. Sama nezamenjava tega župana Korvarja pa je očitno terjala nekaj več časa. Naloga, da poišče primerno osebo, nalogo je dobil prelat Kalan. Ne morem trditi, kaj ne bi bil vzrok, da je bilo imenovanje Franca Selana, deželnega računskega remitenta, za gerenta. To imenovanje trajalo več kot mesec dni. Očitno so se poveljniki o tem imenovanju pogovarjali pred 9. sejo vlade, torej nekaj dni kasneje, 8. novembra 1918, namreč v pripombi čisto na dnu zapisnika seje vlade se omenja pogovor o tem, da bodo o tej menjavi še razmišljali oziroma se pogovarjali. V vsemi zapisnikih kasneje ne se sledimo objave o imenovanju Selana, njegovo imenovanje najdemo zgoraj v uradnem listu, pod objavo pa je seveda podpisan resorni poverjenik za notranje zadeve Janko Brec. Vidimo, da je torej strankarsko dolžnost poiskati primernega kandidata, prevzel prelat Kalan. Formalno pa je jasno po ingerenciji imenovanja v uradnem listu podpisal omenjeni poverjenik. Istega dne, kot objava v uradnem listu, je bilo imenovanje omenjeno tudi v Slovencu, ki nam je razkril ozadje zamenjave župana. Prva stvar, ki so jo očitali bivšemu županu, je bilo zanemarjanje občinskega gospodarstva. Korvar je bil po pisanju časopisa znan šuštarcijanec, kaj bi zdaj pravi vzrok za zamenjavo župana, je seveda zdaj težko sklepati. Ali je bil to res slabo gospodarjenje, ali je to bil šuštarcijanec. In ga je bilo seveda z tega stališča strankarsko potrebno zanikati. Kako pa ne razumemo veselje kraljavo ob zamenjavi župana? Slovenec je zapisal, da so občani bili veseli konca Korvarjevega nasilnega županovanja. Ali je zanemarjanje občinskega gospodarstva zdaj res nasilna oblika županovanja in zdaj stvar razpravljanja. Očitno je bilo pri Korvarjevem načinu županovanja razumevanje nasilja oziroma njegove nasilnosti zelo široko. Tudi v nasprotnem taboru, torej v liberalnem taboru, so pisali o dobruninskem županu. Slovenski narod je 17. decembra pisal o 2 shodih v nedeljo, torej 2 dni pred izidom omenjenega časopisa. Shoda sta bila v Spodnji Hrušici in v Dobrunjah. O županu Korvarju so govorili, kako absolutistično in pristransko je paševal. Ta terminus tehnikus paševati in je bil zelo pri srcu, vemo še tudi kar nekaj časa kasneje. In pripravili so celo 2 resoluciji za narodno vlado in zahtevali umik škodljivca. Namreč, če sam nima toliko vesti, da bi to druga treba odstraniti. 11 dni kasneje je slovenski narod objavil novico. Župan Korvar Franc odstavljen.
Označili so ga za Šušterčevega varovanca. Tokrat so mu učitali, da si je župansko oblast predstavljal kot nekaj tednega. Duška so si dali zapisom, asocirali so seveda globalno. Zrušili so se mogočni prestoli, pa se ne bi stolička njegova prepustila. Ne glede na zapleten čas, v koncu leta 1918, oziroma oktobru in novembru leta 1918, je narodna vlada uspela relativno mirno prevzeti in brez večjih zapletov tudi izvrševati oblast na ozemlju, na katerem je to zmogla in politično in vojaško mogla. Na ozemljih, kjer oblast oblasti ni mogla stalno izvajati, seveda to je bilo izven dometa krivde vlade. Objektivno okoličje namreč italijanske okupacije zahodne Slovenije in pa vojaške operacije na Koroškem so bile seveda ovira, ki so v praksi onemogočili izvajati neko upravo. Končamo samo še z eno zadevo, ki jo bo seveda v določenem smislu najverjetneje omenil tudi moj naslednik. Tako kot se je v zvezi z vojsko državi SHS oziroma vladi, narodni vladi Ljubljane izdela zelo pomembna prisega, je ta isto bilo tudi z uradništvom. Zelo hitro so sklenili, da je treba uradništvo preseči novi državi, torej da ga na nek način moralno odvežeš od prisege prejšnje oblasti, čeprav na nek način je to pa morda v policiji s tem, kar je pa kolega Brovšek rekel, da so pravzaprav prisegli vse bivajoče s tem, ko so jih vse nazvali z imenom državljani. Hvala lepa.